Ok. Zdaj, ko mi je spet tale prikaz zaslona izginil, ne vem, če zdaj vidite tale primer na zaslonu, merilnik rečne hitrosti. Se vidi. Se vidi, ok, hvala. Torej, tale primer bomo še naredili, to je še spada pod primere, niti ne toliko uporabe Laplaceove transformacije, ampak bolj za analizo senzorjev, in sicer tukaj bomo pokazali, da gre za senzor drugega reda. Torej, kaj imamo tukaj, je primer nekega modela senzorja, s katerim lahko merimo hitrost pretoka neke reke. Ideja pa je ta, da imamo tukaj nek kazalec, ki je vpet v tej točki, okoli katere se lahko vrti, to je tukaj os vrtenja. Na enem koncu tukaj imamo neko okroglo uteže z maso m, radio uteži in pa tale dolžina L med osjo in pa središčem tele uteži je podana, oziroma je en izmed parametrov tega senzorja. In potem pa seveda tukaj imamo tudi še viskoznost tekočine, in če imamo zdaj nek pretok reke z neko hitrostjo v, bo potem zaradi sile upora na tej uteži se bo vse skupaj zasukalo. Zdaj jasno je, da če se tale hitrost reke s časom ne spreminja, če je tole konstantno, potem bomo seveda po dovolj dolgem času tukaj prebrali neko konstantno vrednost zasuka phi. Zdaj, kaj nas zanima v tem primeru je bolj dinamika, torej kako se spreminja tale odziv, torej v bistvu izhod iz tega senzorja, torej izhod je tale kot, tale zasuk, ki ga beremo, torej tole kot funkcija časa. Če je vhod v ta naš senzor, torej to je pa hitrost pretoka reke tudi funkcija časa. Torej, tale hitrost je funkcija časa in potem seveda bo tudi tale odziv funkcija časa. In zdaj, kaj bomo poiskali, je diferencialno enačbo, ki nam povezuje kot zasuka, opisuje kot zasuka phi v odvisnosti od te hitrosti pretoka tekočine. In zdaj v ta namen, torej v bistvu, kaj bomo delali tukaj, ali pa iskali tukaj, je v bistvu gibalna enačba. In potem, ko bomo imeli pa diferencialno enačbo zapisano, bomo videli, glede na to, kakšen red diferencialne enačbe bomo dobili, bomo vedeli, ali gre za senzor prvega ali drugega reda. In pa potem bomo še na koncu, ko bomo imeli pa diferencialno enačbo zapisano za ta senzor, ali pa ta model senzorja, bomo potem primerjali s tisto splošno obliko, ki smo jo vpeljali prejšnjič, ki smo jo uporabljali, in bomo lahko na ta način razbrali nekaj značilnih parametrov tega senzorja. To boste potem kasneje še videli tekom te naloge. Tako da zdaj moramo najprej poiskati gibalno enačbo, tako da zdaj v tem primeru, ker bomo imeli očitno neko vrtenje, sukanje okoli tele osi, bomo gledali navore. In sicer mora potem veljati, da je vsota vseh navorov, recimo če dam tukaj indeks I, je potem enako vztrajnostnemu momentu. Tukaj bomo gledali pač samo tole kroglo, zanemarili bomo tole prečko, vztrajnostni moment krat kotni pospešek, to pa vemo, da je phi dve piki. Zdaj moramo samo poiskati vse navore, ki delujejo na tole telo. Zdaj, ročica pri vseh teh navorih bo očitno tale dolžina med osjo in pa temle težiščem ali pa središčem tele krogle, to je tale dolžina L. Tako da vse, kaj bomo zdaj poiskali, je vse sile, ki delujejo v nekem danem trenutku na tole telo, in gledali samo projekcije teh sil, samo pravokotne projekcije teh sil na ročico, ker samo te pravokotne projekcije potem na smer te ročice potem delujejo z navorom na tole nihalo, to v bistvu gre za neko nihalo, ne. Tako da bo mogoče zdaj, ko enih par tukaj skic tehle sil treba narisati, tako da bom si samo tukaj začasno pomagal, da bom tole ročico, smer te ročice v bistvu bom podaljšal tukaj, to samo za pomoč. In zdaj, najbolj osnovna sila, recimo, ki jo tukaj vidimo, tako je sila teže, tako da lahko tole zapišemo, narišemo. Imamo tukaj, recimo, če malo takole pretiravam, silo teže, torej tole je potem mg.
Zdaj, v tem primeru, seveda, ker je to vse skupaj potopljeno v tekočini, bi imeli še silo vzgona. Zdaj, vzgon bomo tukaj zanemarili, ker tukaj v tekstu, nisem vam pokazal, ampak tukaj v tekstu naloga pravi, da tole dinamiko potem, ki bomo zapisali, torej to gibalno enačbo oziroma diferencialno enačbo, upoštevamo samo za majhne odmike kota fi. Tako da tole bo potem veljalo recimo v primeru, kadar bi bila na primer tale krogla zelo težka, recimo iz neke kovine, in v tem primeru bi bil potem radij recimo lahko majhen, na primer, če je kostejša krogla, radij majhen je potem na primer vzgon majhen napram sili teže, tako da vzgon bomo v tem primeru kar si poenostavili, pa ga bomo zanemarili. Tako da je potem pravokotna komponenta tele sile teže, ki nas tukaj zanima, ki pač deluje potem z navorom, je potem tale tukaj, tale smer, pravokotno na tole smer. In potem, če imamo tukaj tale kot fi, to je ta izhod, to smo recimo pri teh splošnih senzorjih vedno označevali kot izhod iz senzorja, je bila oznaka x, kot vhod je bil pa z, tako da tale fi ima zdaj funkcijo tega x-a. No in tale kot fi, če je tukaj zgoraj, potem je tudi tukaj in potem je hkrati iz tele geometrije je kot fi tudi tale kot, tako da je potem tale komponenta tukaj sile teže, ki je pravokotna na tole ročico L, je potem enaka, tu spodaj napisal, torej tole tukaj je pa enako potem mg krat sinus fi, ker je nasproti ležeča temu kotu zasuka fi. Torej, to je zdaj ena sila, ki smo jo poiskali, komponenta, ki nas zdaj v tem primeru samo zanima, ker bomo potem napisali samo navore. Potem imamo pa še silo upora zaradi tega pretoka tekočine, tukaj zgoraj v tekstu tudi piše, da gledamo tukaj samo za te majhne hitrosti, tukaj za majhne hitrosti in da potem lahko priznamo, da velja linearni zakon upora. In tu se spomnimo, da za linearni zakon upora potem velja za velikost sile upora, če imamo okroglo telo, je potem te oblike 6pi eta, ker je eta viskoznost tekočine, potem radij, mali r, in pa neka hitrost. Zdaj, tukaj bi lahko v napisal, ampak to ni tale v, bom vseeno v napisal, ampak zdaj v splošnem, to je ni zdaj celotna, to je zdaj v splošnem bila skoraj da celotna sila upora, ampak to je zdaj splošna enačba za silo upora, ko imamo linearni zakon upora. Zdaj, tukaj moramo upoštevati, da se, ker gledamo zdaj to dinamično, torej da se s časom spreminja, pomeni, da se tole telo, torej to nihalo lahko v nekem trenutku tudi premika, se zaniha, da ima v nekem danem trenutku neko krožno hitrost. Ta krožna ali obodna hitrost je, bom tukaj kar dorisal, recimo tukaj semle na skico, da ima zdaj v nekem danem trenutku tole telo lahko neko hitrost, takole, tole tukaj, to je, recimo, če takole značim, v krožna hitrost ali pa obodna hitrost, in tole je hkrati, to lahko povežemo o tem s kotno hitrostjo gibanja tega nihala, to je pa enako v bistvu omega krat tale ročica, omega je pa fi pika, tako je tale v krožna v nekem danem trenutku, je potem enako fi pika krat tale ročica, tale oddaljenost od osi, to je pa L. Torej, to je tale v nekem danem trenutku hitrost tega telesa in mi moramo seveda potem gledati, da lahko zdaj določimo, kakšna bo dejansko sila upora, ki bo delovala zdaj, tako kot pravim, zdaj v pravokotni smeri, torej v tej smeri, kamor sem zdaj narisal tole krožno hitrost, torej pravokotni smeri glede na ročico, moramo potem gledati hitrost, relativno glede na hitrost gibanja tega telesa. In to telo smo rekli, da v nekem danem trenutku se giblje s tole hitrosti v krožno, tako da je najlažje zdaj pogledati projekcijo hitrosti tele v tukaj, torej hitrosti tekočine na smer v krožne. Tako da, če bi tole še zdaj dorisal, bom zdaj samo prerisal tole hitrost v najprej, torej imamo v tej smeri, horizontalni smeri, imamo tole hitrost tekočine, torej tole je sedaj tale hitrost tekočine, tukaj malo večji vektor sem narisal, kot je tukaj narisan.
In zdaj gledamo spet samo v smeri, v pravokotni smeri, torej projekcijo, namesto da bi delal zdaj projekcije sile, bom delal kar projekcijo te hitrosti na tole pravokotno smer. In zdaj ta projekcija bo potem, če tole takole dol pravokotno smer narišem, zdaj bomo po naključju bolj ali manj enako velika kot v krožna, ko sem tukaj narisal, ampak če tukaj dodam, malo povečam takole, torej tole, kar smo zdaj narisali, tole je sedaj, torej tale tukaj, je pa projekcija, bom takole napisal pa tale indeks kot pravokotna projekcija na tole ročico, te hitrosti tekočine glede na tole kroglo, torej v bistvu pravokotna projekcija, te hitrosti. In zdaj moramo pogledati, kakšni so koti tukaj, torej če je tale kot fi, radi bi izračunali tole v pravokotno projekcijo, če je tole zasuk kota, ne zasuk tega nihala, to je tale kot fi, potem bo kot fi tudi tukaj, bom z drugo barvo, tale kot fi je tukaj, to pomeni, da je zdaj velikost te komponente potem tale celotna hitrost v krat kosinus fi, torej tale v pravokotna, torej v pravokotna je potem celotna hitrost v, ki jo želimo meriti, krat kosinus kota fi. In je potem sila upora, s katero potem deluje ta tekočina na to gibajoče telo v pravokotni smeri, ker samo v pravokotni smeri nas zanima zaradi teh navorov, bo potem enaka, bom pa tu posebej napisal spodaj, bo potem enaka F upora, pa bom dal tukaj znak še v pravokotni smeri, glede na tole ročico, bo potem enaka 6pi eta R, krat hitrost te komponente te tekočine, te v pravokotna, torej v kosinus fi, ampak zmanjšana glede za tole hitrost, s katero se že giblje v splošnem lahko v nekem danem trenutku ta utež, torej v krožna. V krožna pa smo tukaj zgoraj zapisali, pa bom mogoče kasneje dopisal, torej v krožna. Torej tole je zdaj sila upora pravokotna na komponenta na tole ročico, torej to je samo komponenta upora, ki bo delovala z navorom, ki bo sukala tole nihalo iz ravnovesne lege. Druga sila, smo rekli, pa je tale komponenta sila teže mg sinus fi, ki pa vrača nihalo v bistvu nazaj v ravnovesno lego. Tako da lahko potem tole zdaj tukaj upoštevamo v tej enačbi gibanja, torej če tole zdaj najprej napišem, je krat kotni pospešek, torej stanostno kotni pospešek, je potem enako. Zdaj, sila teže, kot rečeno, oziroma komponenta sila teže, ki vrača tole telo nazaj v ravnovesno lego, bo zato, ker pač vrača nazaj, bo potem tukaj preznak minus, imamo tukaj mg krat sinus fi, vse skupaj, to je zdaj komponenta sile teže pravokotno krat tale ročica, to je kar L. Potem pa imamo plus tale komponenta upora pravokotna krat ročica, spet L. In če tole zdaj naprej še razpišem, tole imamo potem minus mg krat L krat sinus fi, plus potem imamo pa tukaj, če tole zdaj vpišem v enačbo, to je pa 6pi eta R krat hitrost V, to je hitrost tekočine, krat tale L, to je ročica, krat kosinus fi, minus V krožna, torej minus 6pi eta krat radi te krogle, V krožna smo pa tukaj napisali, to pa je fi pika krat L. V krožna je fi pika, torej kotna hitrost krat L, pa še en tale L za ročico, torej L kvadrat. Smo dobili za tole diferencialno enačbo, ki nam povezuje zdaj zasuk fi torej tale zasuk fi, se nastopa v več tukaj členih, z tole hitrostjo tekočine. Tukaj zdaj še nismo nič upoštevali približka majhnih zasukov, tako da zdaj, če tole še naredimo, da upoštevamo približek majhnih zasukov, torej, bom v drugi barvi napisal, majhni zasuki. Pa majhni zasuk,
To pomeni, da potem bo približek, da je sinus fi, kar je približno enako fi, kosinus fi pa bo približno enak potem kar 1, ker drugače te diferencialne enačbe v tej splošni obliki za poljubne zasuke ne moramo potem seveda analitično rešiti, oziroma jo potem niti ne primerjati z obliko diferencialne enačbe, ki jo poznamo za splošne senzorje. V tem primeru očitno bo to senzor drugega reda. Tako, če še tole upoštevam, potem dobimo približek in bom zdaj najprej tole upošteval, torej imamo tukaj j, fi, 2 piki, torej drugi dvot kota zasuka po času, potem imamo pa tukaj minus mg krat L, namesto sinus fi potem pišem fi, potem imamo pa naprej plus 6 pi eta r v krat L, kosinus fi smo rekli, da je približno enako 1 za te majhne zasuke, in pa še naprej minus 6 pi eta r fi pika krat L kvadrat. To se nam je za tale diferencialna enačba nekoliko poenostavila, zdaj pa damo samo na vse elemente, vse člene te enačbe, ki vsebujejo fi na eno stran, ostale pa pustimo na drugi strani enačbe, pa hkrati še podelimo vse skupaj z tem stranostnim momentom, pa bomo dobili potem tisto končno obliko, ki smo jo iskali. Torej, če to zdaj naredim, pa kot rečeno z j podelim, mi potem na levi strani potem ostaja fi 2 piki, potem pa dam tale za fi piko člen na levo stran, imamo potem tukaj plus 6 pi eta r krat L kvadrat deljeno z stranostnim momentom j krat fi pika, potem pa še plus tale člen mgl deljeno z stranostnim momentom, torej mgl deljeno z stranostnim momentom j krat fi, na desni pa nam potem ostaja tale člen, to pa je 6 pi eta r v krat L. Torej smo dobili zdaj tole diferencialno enačbo in zdaj prva ugotovitev, to smo že prej v bistvu videli tukaj že zgoraj, da imamo zdaj drugi dvot tega kota fi po času, da očitno gre to za senzor drugega reda, torej to bi bila že prej lahko ugotovitev, ampak zdaj iz te oblike tudi razberemo to, da gre za senzor drugega reda, zato ker pač imamo diferencialno enačbo drugega reda za to spremenljivko kot izhod iz senzorja, tale x bi tole bil v splošni obliki. In zdaj, kaj nas še zanima, so pa parametri, ki nastopajo v tisti splošni obliki za senzorje drugega reda. Torej, če spomnite, splošna oblika za diferencialne enačbe za senzorje drugega reda je te oblike x 2 piki plus 2 zeta omega nič x pika plus omega nič na kvadrat krat x je enako omega nič na kvadrat krat z plus 2 zeta omega nič krat z pika. Torej, x je bil izhod iz senzorja, z je bil pa vhod v senzor. In to je bila najbolj splošna oblika diferencialne enačbe za neke senzore drugega reda. In zdaj, kaj nas zanima, je iz tega specifičnega senzorja tukaj zgoraj, torej, ki ima to diferencialno enačbo, za katerega je bila ta diferencialna enačba. Tale zadnji člen v enačbi, ki ste ga obkrožili, ima še vztrajnostni moment pod ulomkom. Hvala lepa. Hvala za opozorilo. Hvala lepa. Točno to. Hvala. Torej imamo tukaj potem še 6 pi eta r, tale L, vse skupaj deljeno z stranostnim momentom krat hitrost tole, 6 pi r eta L deljeno z, hvala lepa, sem ga pozabil, hvala. Torej, zdaj, kaj bi radi iz te primerjave ugotovili, kakšne so vrednosti teh parametrov, ki smo jih vpeljali v to splošno obliko diferencialne enačbe za senzorje drugega reda. Torej, v bistvu nas zanima, kako se izraža ta lastna frekvenca omega nič, oziroma bomo direktno dopisali enačbo za omega nič na kvadrat in pa za tale koeficient dušenja. Oziroma, drugače, če kaj bomo naredili, primerjali bomo tale koeficient pred x pika in pa koeficient pred x s koeficienti pred fi pika in pa fi, ker zdaj fi ima vlogo te spremenljivke x. Hkrati bomo zdaj še tudi razbrali, ko primerjamo zdaj obe diferencialni enačbi, ali imamo zdaj recimo na desni strani oba člena, tako tukaj smo napisali sedaj oba člena
najbolj splošnega senzorja drugega reda, torej senzor, ki bi bil občutljiv tako na vhodno funkcijo z in pa njen odvod, ali imamo pa samo en člen. Zdaj, očitno je zgoraj, če primerjamo, imamo samo en člen, tako da bo samo en izmed teh tisti, ki nastopa pri tem specifičnem senzorju. In zdaj, če primerjamo tele predfaktore tukaj, če se vrnem tukaj na tole diferencialno enačbo za ta specifični senzor, potem vidimo, da je tale predfaktor tukaj na desni, je zelo podoben temu predfaktorjem pred phi pika. Samo če pomnožim tale predfaktor pred hitrostjo z L v števcu pa v imenovalcu, bom tukaj potem dobil L na kvadrat, pa tukaj v imenovalcu bom ga kar tukaj pripisal še en L. Tako da je potem tale koeficient tukaj enak temu koeficientu tukaj na levi. Tako kot imamo tukaj v tej splošni obliki tale koeficient pred x pika enak koeficientu pred z pika. Tako da ima tale spremenljivko, ki smo zdaj na nek način na novo pridelali, torej tale v z L, ima funkcijo v tej splošni obliki z pika. Tako da zdaj v našem primeru tega koeficienta nimamo. Na desni strani, torej omega nič krat z nimamo, imamo samo tale člen oblike 2 zeta omega nič krat z pika, pri čemer je z pika v našem primeru v deljeno z L. In kot rečeno, zdaj bomo pa še samo pogledali tele koeficiente, te predfaktorje omega nič na kvadrat, zdaj samo primerjamo diferencialni enačbi in lahko zapišemo, da je omega nič na kvadrat, torej lastna frekvenca tega senzorja na kvadrat je v bistvu enaka potem MGL z J. Tale koeficient tukaj 2 zeta krat omega nič je pa enako 6 pi eta R L kvadrat deljeno z stranostnim momentom z J. Zdaj v primeru, ko bi želeli ustvariti ali pa bi želeli stojko dizajnirati recimo takšen senzor, bi si vsekakor želeli, recimo prav ta specifični senzor, ta model, bi si vsekakor želeli, da bi ta senzor deloval optimalno. In tu se spomnimo, da če želimo, da senzor drugega reda, da deluje optimalno, to pomeni, da se nekako najhitreje potem sledi vhodnemu signalu, izhodni signal, da v tem primeru mora biti tale zaenkrat še splošen, tale poljuben koeficient dušenja mora biti točno določen. Torej, če želimo optimalen senzor, potem seveda mora biti koeficient dušenja, to se spomnimo od prejšnjič, mora biti enak optimalnemu koeficientu, tale zeta mora biti zeta optimalen, in to ste pokazali na predavanjih s pomočjo v bistvu Kalmanova filtra, da tole mora biti enako 1 z korenom iz 2. Tako da, kaj bomo še zdaj naredili, je pa to, kar nas pogosto zanima, da kakšne morajo biti vrednosti parametrov, ki definirajo nek senzor. Zdaj v tem primeru, kaj definira senzor, so tile 3 parametri, torej masa, te uteži, velikost, torej radij te uteži okrogle in pa dolžina ročice. Torej, kakšne morajo biti te vrednosti, da bo ta senzor deloval optimalno. Torej, iščemo enačbe, ki bodo nam definirale te 3 parametre. Zdaj, iz teh enačb, ki jih imamo tukaj zapisani, boste videli, bomo dobili samo eno enačbo za te 3 parametre, ampak ta ena enačba nam bo omejevala izbiro različnih vrednosti teh 3 parametrov. To pomeni, da če si bomo 2 parametra lahko prosto izbrali, bo potem tretji določen s tem pogojem, da želimo, da to deluje kot optimalni senzor. Tako, kaj najlažje tukaj zdaj narediti je, da te 2 enačbe zdaj gledamo tukaj za omega nič na kvadrat pa 2 zeta omega nič, da zdaj vstajamo za zeta, tale zeta optimalen, pa še spodnjo enačbo kar kvadriramo. Če zdaj tole spodnjo enačbo kvadriramo, potem tukaj dobimo, tale dvojka bo 4, tukaj zeta kvadrat, zeta optimalen na kvadrat je 1/2, ker je zeta optimalen 1 s korenom iz 2, dobimo 4 krat 1/2 je 2, 2 krat omega nič na kvadrat dobimo, torej to spodnjo enačbo že bom napisal kvadrirano, torej dobimo na levi 2 krat omega nič na kvadrat. Omega nič na kvadrat nam pa podaja tale prva enačba tukaj zgoraj. Tako da, če zdaj vstavim na mesto omega nič na kvadrat, torej zgoraj enačbo, bom potem tukaj dobil
dvojka še ostaja, mesto omega nič na kvadrat pa imam mgl deljeno z vztrajnostnim momentom. Z vztrajnostnim momentom j. Od te spodne enačbe, ki smo jo kvadrirali, pa nam še na desni strani ostaja tale člen tukaj na desni na kvadrat. Torej pa če kvadriramo, pa nam ostaja potem 36 krat pi na kvadrat krat eta na kvadrat krat radij na kvadrat krat L na četrto deljeno z vztrajnostnim momentom na kvadrat. In zdaj, kaj gledamo, sta te dve enačbi, ki smo jo dobili, torej te dve enačbi tukaj, in vidimo, da se nam nekaj teh konstant, teh količin se nam pokrajša, tale dvojka pa 36 se nam pokrajša, na levi strani se nam bo en tale vztrajnostni, tale j vztrajnostni moment pokrajšal s tem enim tukaj na desni strani, pa tale L dolžina ena se nam bo pokrajšala tukaj na desni strani. Tako da na levi, ko se bo vse to pokrajšalo, nam bo potem ostajalo samo mg. Na desni pa tole dvojko se 36 pokrajšal, nam potem ostaja 18 krat pi kvadrat krat eta na kvadrat krat r kvadrat, L na 4 pa L mi potem ostaja L na tretjo, pa potem še v imenovalcu vztrajnostni moment j. In zdaj v tej enačbi, ki smo jo tukaj dobili, nam nastopajo parametri, ki smo jih prej omenili, torej parametri, ki definirajo ta naš senzor, to pa je, bom jih obkrožil, je tale masa, tiste uteži, radij uteži, dolžina ročice, pa tudi vztrajnostni moment. Zdaj v vztrajnostnem momentu se skriva masa, radij, pa spet dolžina ročice, tako da so tukaj 4 obkrožene, ampak dejansko so to 3 različni parametri. Vse ostalo, kar tukaj ni obkroženo, so pa v bistvu konstante, naravne konstante ali pa neke številke, na katere pač nimamo vpliva. Tako da vse, kar lahko tukaj naredimo, je, da damo na eno stran enačbe te parametre, ki nam definirajo ta naš senzor, na drugo stran pa konstante. Tako da bomo potem dobili v bistvu enačbo, ki nam omejuje izbiro različnih vrednosti teh parametrov. Tako da, če to naredim, bom dobil na levi tukaj m krat pomnožim s vztrajnostnim momentom j, potem pa deljeno z r kvadrat L na tretjo, torej r kvadrat L na tretjo, na desni pa nam potem ostajajo pa te konstante, to je 18 pi kvadrat eta kvadrat deljeno z g. In ta enačba nam potem pove, da ta rezultat v bistvu nam potem pove, da če želimo, da bo ta senzor, ki smo ga zdaj obravnavali, deloval optimalno, potem parametrov, torej tukaj napisal m, r in pa l, teh 3 parametrov ne moremo vsi poljubno izbrati, lahko si 2 izberemo poljubno, tretji bo pa potem določen s tem pogojem oziroma s to enačbo. In tako pogosto potem lahko delamo v praksi, ker si seveda v praksi vedno želimo, da bo senzor deloval optimalno, in potem na ta način omejimo ali pa dejansko natančno določimo vsaj eden izmed teh parametrov, ki nam nek senzor definira. Tako da kot primer, naprimer, če bi bila tukaj masa pa velikost krogle podana, torej da nam nekdo da neko utež, potem pa lahko mi določimo takšno dolžino ročice L, to razdaljo tukaj zgoraj, da bo senzor potem deloval, ta senzor hitrosti pretoka tekočine, vode, reke, da bo deloval potem optimalno, da upoštevamo potem tole enačbo, ki smo jo tukaj dobili, da potem pač iz te enačbe L izrazimo in potem določimo, na kakšni dolžini moramo potem sestaviti ali pa po domače montirati tole utež na neko to ročico. To je vsa ideja tukaj, da imamo pač vsaj model nekega realnega senzorja, poiščemo diferencialno enačbo, pogledamo seveda, kaj so vhodi, kaj so izhodi. Izhod je tukaj bil zasuk kot fi, vhod je bila tale hitrost pretoka. Potem, ko enkrat imamo diferencialno enačbo, tako smo jo tukaj poiskali, primerjamo potem s diferencialno enačbo, ki smo jo vpeljali za neke splošne senzorje, prvega ali pa drugega reda, odvisno pač kakšne res senzorje imamo, in potem lahko iz tega razberemo te parametre, ki smo jih vpeljali pri senzorjih. Torej, če bi bil to recimo primer senzorja prvega reda, bi potem iz tega lahko samo razbrali, kakšen je ta značilni karakteristični čas stav, kaj več tukaj potem pri senzorju prvega reda ne bi mogli narediti,
ko imamo pa senzor drugega reda, pa lahko potem še zahtevamo, da naj optimalno sledi, torej naj optimalno duši ta odziv, tako da potem smo to tukaj naredili, ne smo upoštevali, da je zeta enako zeta optimalen in potem dobili na koncu eno enačbo, ki nam omejuje vrednosti teh parametrov, ki torej mase, radija, velikosti te uteži in pa dolžine ročice. A je bilo tole, ta ideja, kako to uporabimo, razumljiva? Ste uspeli slediti? Ja, je razumljivo. Je razumljivo, ok, dobro. Tako da to je en takšen primer, ki sem ga želel še pokazati v okviru teh senzorjev, ki smo jih, v bistvu analize senzorjev, ki smo jih delali do zdaj s pomočjo Laplace transformacije, to pač malo izven Laplaca, gre pa samo za primerjavo principu diferencialnih enačb pa prepoznave potem tehle parametrov, ki nastopajo v tej splošni obliki diferencialne enačbe. Ok, tako da zdaj bi potem s temi primeri senzorjev praktično končali, zdaj še eno bomo ostali pri senzorjih in sicer bomo zdaj šli pa na senzorje in pa na odziv senzorjev na periodične vhodne signale. Torej do zdaj smo gledali samo odzive na nekaj teh značilnih vhodnih signalov, linearno naraščajoče, kvadratno naraščajoče in podobno. En taki značilen vhodni signal je pa tudi periodični vhodni signal, tako da to pa zdaj naslednja zadeva, ki se jo bomo lotili. Zdaj, predno tole pričnemo samo vprašanje, ali vidite za ta novi zaslon odziv senzorjev na periodični vhodni signal? Vidimo. Ok, hvala. Zato, ker tisti, spet ne vidim, tale Zoom mi ne kaže, ali se share screen ali ne, tako da zato raje vprašam. Ok, za nekaj teh stvari, kaj bomo tukaj počeli, ste sicer že slišali na predavanjih, nekaj še ne, tako da predvsem primerov toliko niste naredili, kolikor mi je povedal profesor, tako da to bomo potem tukaj skupaj delali, zdaj danes pa vsaj še naslednjo uro, pa verjetno še celo več kot samo en teden. Tako da zdaj tukaj nas bo spet podobno kot do zdaj zanimalo za senzorje, osredotočili se bomo spet bolj ali manj na prvi pa drugi red, kako se odzivajo na periodični vhodni signal. In zdaj v okviru tega bomo bolj kot o senzorjih, bomo govorili o filtrih in pa primeri filtrov ali pa tudi senzorjev, če želite, bodo bolj električna vezja. Tako da tukaj, kaj bomo potem delali primere, bodo analize električnih vezij, tako da tukaj potem nastopajo v bistvu električna vezja. Boste potem kasneje, ko bomo prišli do primerov, videli. In zdaj, predno gremo do samih primerov, bi pa morda najprej vam rad pokazal, tukaj piše, kaj je že naslov, kaj je pomen prenosne funkcije, torej tako, ko smo jo vpeljali, torej ta prenosna funkcija HDS, to zdaj poznamo, kaj je, in kako se zdaj spremeni pomen, oziroma kaj je pomen prenosne funkcije, ko imamo periodične vhodne signale. Profesor običajno na predavanjih samo dokaj hitro napiše samo enačbe, prav zares neke razlage ali pa prav izpeljave tega ni, ampak se mi zdi, da je tole pomembno za razumevanje, tako da bi najprej tale prvi del naredili, da pokažemo bolj formalno, kaj je funkcija prenosne funkcije, kaj pomeni prenosne funkcije pri periodičnih signalih. In sicer začeli bomo s tem, da bomo periodične signale, torej kot običajno bomo najprej vhodne signale spet z Z označevali, izhode iz senzorjev oziroma iz filtrov pa z X, potem kasneje, ko bomo šli pa na analizo vezi, tam bomo pa opazovali, kaj se dogaja z napetostjo, tako da tam potem več ne bomo uporabljali teh oznak Z pa X, ampak bomo uporabljali pač znake za napetost. Ampak tukaj, ko govorimo zdaj še splošno, bomo še ohranili te oznake, torej Z kot vhodni signal. In tale vhodni signal smo rekli, da imamo zdaj primer periodičnega vhodnega signala. In tu se spomnite, da zaradi že enostavnosti matematične obravnave potem periodične vhodne signale potem v kompleksni obliki zapišemo. Tako da lahko tole zapišemo kot periodični vhodni signal oblike neke amplitude Z0. Tale amplituda bomo prevzeli, da je realna, ne? Nimamo nekega, že na začetku nekega faznega zamika, torej lahko se čas T postavimo tako, da je pričetek brez nekega faznega zamika, krat E na I omega T. Torej to je za naš vhodni periodični signal, pri čemer je omega je frekvenca
frekvenca vhodnega signala Z0, bom tukaj eksplicitno napisal, je pa realna količina, število, je pa amplituda vhodnega signala. Bom kar takole vhodnega signala, da bo malo manj pisanja. No in zdaj nas zanima odziv nekega senzora, nekega splošnega senzora, senzora ali pa filtra, ki ima neko prenosno funkcijo H/S. Torej, zdaj se ne bomo osredotočili prav na neke specifične prenosne funkcije, recimo prvega reda ali pa drugega reda, tako kot smo jih do zdaj zapisali, ampak za neko splošno prenosno funkcijo H/S. In tu se spomnite morda, da lahko za splošne prenosne, lahko za prenosne funkcije zapišemo v neki posebni, narekovajih posebni obliki, in sicer kot neko realno amplitudo, kot produkt neke realne amplitude in enega ulomka, ki je sestavljen iz dveh polinomov. Torej v števcu imamo en polinom v tej spremenljivki S in pa v imenovalcu imamo en polinom v spremenljivki S. Torej to, kar sem tukaj zapisal kot P od S in pa D od S, to sta polinoma v spremenljivki S, torej v S. Recimo primer, to smo že srečali senzor prvega reda. Smo rekli, recimo, če se spomnite, senzor prvega reda ima prenosno funkcijo 1 deljeno z 1 plus tau S, števec je 1, to je polinom v S, imenovalec je 1 plus tau S, to je tudi polinom v spremenljivki S. Podobno za senzor drugega reda. Tam smo pač imeli pa tisti dolg imenovalec S kvadrat plus 2 zeta omega nič krat S plus omega nič kvadrat, to je tudi polinom v S. Tako da v splošnem se izkaže, da lahko potem prenosne funkcije tudi za senzorje, ne samo prvega, pa drugega reda, tudi tretjega ali pa višjega reda, ali pa za filtre višjega reda, lahko potem v splošnem zapišemo v tej obliki, torej kot nek kvocient, ker v števcu, to je kvocient oziroma ulomek, ker v števcu ulomka nastopa nek polinom v spremenljivki S in pa v imenovalcu nek polinom v S. Pa v splošnem lahko še neko realno amplitudo tukaj spredaj dodamo. Tako da to je najbolj splošna oblika poljubne prenosne funkcije. Torej A je tudi realno število tukaj, ki sem ga vpisal. In potem se naprej spomnimo, da polinomom lahko seveda poiščemo ničle in potem lahko te polinome zapišemo tudi še s pomočjo ničel še v eni drugačni obliki, tako da tudi prenosno funkcijo zapišemo še v tej obliki. Torej ta realna amplituda ostaja, tale kvocient, tale ulomek tudi ostaja, ampak tale polinom pa lahko zapišemo kot produkt, tale PA, to je produkt z indeksom A, členov S, te spremenljivke S, minus SA, pri čemer so SA ničle polinoma tukaj PS, podobno lahko tukaj imenovalec napišemo, pa bom dal tukaj drug indeks B, tu takšnih členov S minus SB, ker so pa SB ničle polinoma D. Tako da tole bom zapisal, torej SA so ničle polinoma P od S, SB so pa ničle polinoma D od S. Oziroma drugače rečeno, kaj pa so potem SA in SB, kar se tiče prenosne funkcije. SA so še vedno tudi ničle prenosne funkcije, SB so pa poliprenosne funkcije. Torej SA so ničle, bom kar takoj napisal H od S, torej prenosne funkcije H od S, SB so pa poli H od S. Te izraze ničle in poli, to bomo potem še kasneje, verjetno šele naslednji teden potrebovali pri analizi filtrov drugega reda. Takrat pridejo bolj v poštev ti izrazi poli in ničle, ampak jih je dobro tukaj že vpeljati. In zdaj v splošnem velja, da so te ničle SA in SB lahko za polinome so lahko v splošnem kompleksna števila. Torej to v splošnem velja. In zdaj lahko zapišemo, zdaj ko imamo to splošno obliko, torej tole tukaj obliko prenosne funkcije, torej delamo zdaj to analizo v splošnem, lahko potem zapišemo pa za tale vhodni signal tukaj zgoraj, lahko zapišemo, kako se izraža potem transformiranka odziva senzorja oziroma filtra, ki ima takšno prenosno funkcijo H od S. In to se spomnimo, to pa še vedno velja tista enačba, ki smo imeli vedno do zdaj uporabljali, da je potem transformiranka odziva X od S je enako prenosni funkciji H od S krat transformiranka
vhodnega signala. Za transformiranke vhodnega signala še nismo zapisali, ampak jo lahko hitro zapišemo. Torej, vhodni signal je te oblike z0, 1 i omega t, uporabimo lahko tabelo ali pa se spomnimo, kako se eksponent transformira, ali pa izračunamo po definiciji. In tole potem hitro bi opazili, bomo kar zapisali, da to je enako z0, to je tista amplituda, ki ostaja nespremenjena, ko gremo v Laplaceov prostor. Potem pa imamo tukaj en ulomek, namesto 1 i omega t v časovni domeni imamo potem v Laplaceovi domeni 1 deljeno z s minus i omega, če se spomnite. Pač tista tabela je bila 1at, je potem transformiranka 1 deljeno s minus a je za našem primeru i omega, za ta naš vhodni signal. Tako da, če to zdaj vse upoštevamo, lahko zapišemo transformiranko odziva senzorja oziroma filtra na periodični vhodni signal z neko splošno prenosno funkcijo. Ta senzor ima to prenosno funkcijo Howd-S. In to je enako potem A, to je tale amplituda, ki je tu zgoraj nastopa, ki smo jo vpeljali tukaj v splošnem za to prenosno funkcijo. Potem bom zdaj še dodal tole realno amplitudo od Z, to je Z0. Potem pa imamo tale ulomek od prenosne funkcije. To je tale pi z indeksom A, S minus SA, pi z indeksom B, S minus SB, krat še tale ulomek 1, deljeno z S minus I omega. Zdaj, zaradi preglednosti tukaj pri teh produktih, tukaj nisem pisal, od kod do kod tečejo tile indeksi. Tale indeks A teče od 1 do nekega maksimalnega indeksa, tale B teče tudi od 1 do nekega maksimalnega indeksa. Tale maksimalni indeks v imenovalcu vam pa dejansko definira potem tudi red senzorja. Tako da recimo drugi red senzorja ima tukaj potenco S na kvadrat, tukaj bi bil potem pač maksimalen indeks tukaj za B2, naprimer. Tako da to vam potem definira tudi red, ampak tukaj je to nepomembno, zato tukaj nismo pisali zaradi preglednosti tega maksimalnega indeksa pri tem produktu. Torej, dobili smo tale rezultat za transformiranko izhoda iz nekega splošnega filtra in tole zdaj želimo rešiti tako, da pač iščemo odziv v časovni domeni najprej, tako kot smo se že naučili. Tukaj imamo zdaj, če vidite, imamo produkt tega ulomka, tukaj ena z tem imenovalcem S minus I omega, tukaj imamo pa zdaj v bistvu produkt več tehle ulomkov z S minus S1, S minus S2, z imenovalci, S minus S1, S minus S2 in tako naprej. Zdaj smo imeli primere samo, ko smo ločili na vsoto delnih ulomkov produkt dveh ulomkov, tukaj imamo pa zdaj produkt več takšnih ulomkov. Ampak to lahko še vedno ločimo na vsoto potem ustrezno večjih ulomkov. Tako da bo zdaj nastavek za razcep tega produkta, te oblike, da bomo tale predfaktor A krat Z0 izpostavili, torej A krat Z0 izpostavim, potem pa ta produkt razcepimo na vsoto delnih ulomkov. In zdaj v tej vsoti delnih ulomkov bodo nastopali spet koeficienti, tako kot smo se že naučili. Te koeficiente bom zdaj malo drugače označil, ker sem že za A tukaj označil amplitudo, bom zdaj z grškimi črkami. Tako da je zdaj recimo koeficient, neznani koeficient razcepa, bom dal tukaj indeks 0 za tale prvi ulomek alfa 0, deljeno z S minus I omega. Potem pa imamo tukaj še plus naslednje vse ulomke z različnimi temi imenovalci. En ulomek bo imel S minus S1, naslednji bo imel S minus S2 in tako naprej. To lahko krajše zapišem kot vsoto, potem istem indeksu B, ulomkov z imenovalci S minus SB. Tukaj v števcu pa imamo potem spet neznane koeficiente razcepa, ki bom tudi z alfa označil, pa seveda potem mora tudi enak indeks B, ker so to različni koeficienti za različne tele ulomke. Torej, tole, kar smo zdaj tukaj na desni napisali, je zdaj naš nastavek za razcep tega produkta. Samo minuto, dve bomo še podaljšali, bomo potem naredili odmor, ker zdaj že verjetno lahko vidite, da ta nastavek, kljub temu, da zdaj tehle koeficientov razcepa alfa 0, alfa B ne poznamo, seveda ne moramo poznati, zato ker tukaj zdaj gledamo za splošni, v splošno gledamo, za neko neznano prenosno funkcijo Howd-S, ki smo samo v tej obliki zapisali. Ampak lahko pa to obliko, torej bez poznavanja alfa 0 pa alfa B teh koeficientov, lahko že pretvorimo nazaj oziroma lahko pretvorimo v časovno domeno. In sicer
če tole tukaj zdaj pretvorim v časovno domeno, torej x od t, torej to je zdaj odziv senzora oziroma filtra na periodični vhodni signal, torej amplituda a krat z0 ostaja, torej a krat z0 ostaja. Potem pa imamo tukaj prvi člen, torej alfa nič je neznan koeficient razcepa, tale alfa nič lahko prepišemo, potem imamo pa tukaj 1 z s minus i omega, to pa vemo, co smo ravno prej uporabili, to je ravno transformiranka od e na i omega t. Torej v časovni domeni bo to enako e na i omega t. Potem imamo pa tole vsoto, to je plus, tale vsota po teh indeksih b, ti neznani koeficienti razcepa alfa b, tukaj imamo pa člene 1 z s minus sb, v časovni domeni so to členi spet eksponenti, e na sb krat t, torej to je e na s z indeksom b krat t. Torej smo dobili zdaj v splošnem odziv senzorja ali pa nekega filtra na periodični vhodni signal, je torej te oblike. Zdaj se pa samo še spomnimo, da smo rekli, da kaj so SB. SB so poli prenosne funkcije in smo rekli, da v splošnem so ti poli lahko kompleksni. Torej SB je v splošnem lahko kompleksno število. In zaradi tega lahko v splošnem tale SB zapišemo kot vsoto realnega pa imaginarnega dela. Torej lahko zapišemo, bomo realni del tega pola označili recimo za sigma b, to se pogosto tudi v literaturi uporablja, potem pa imaginarni del, torej plus i krat imaginarni del tega kompleksnega pola pa z omega pa indeksom b. Torej smo samo eksplicitno zapisali kot ta v splošnem kompleksni pol SB kot realni del plus i krat imaginarni del. In če tole upoštevamo, pa tukaj zdaj vstajamo v tole enačbo, v ta rezultat za odziv in bomo zdaj se samo na tale del tukaj osredotočili najprej, bomo dobili, da nam ostaja tukaj tale alfa b krat e na sigma b krat t krat e na i omega b krat t. Tole smo, namesto sb sem samo tole vstavil sigma b plus i omega b. In smo takole zdaj zapisali. In zdaj v tem zapisu potem vidimo, da vrednost realnega dela, tale sigma b tukaj, vrednost realnega dela polov, torej vseh realnih delov, torej realnih delov vseh polov, sigma b, ne morejo biti poljubni, ker če bi tale sigma b ni manjši kot nič, potem bomo imeli, torej če je večji kot nič, bomo imeli tukaj odziv, ki bo s časom eksponentno naraščal. Tukaj nas vedno zanimajo samo senzori ali pa filtri, katerim ne narašča odziv praktično nekontrolirano s časom eksponentno. Torej, pogoj, ki ga zahtevamo je, da je, temu bi lahko tudi rekli, da je nek senzor ali pa filter, da je stabilen, da ima neko stacionarno, neki končni odziv, je, da je realen del pola, tale sigma b mora biti manjši kot nič, mora biti negativen. In to potem pomeni tudi hkrati, če to zdaj naprej upoštevam, tukaj spodaj samo tole še naredimo, pa potem naredimo odmor, da lahko tole prepišem v tej obliki, tale alfa b neznani koeficienti razcepa še ostajajo v tej vsoti, potem pa lahko tole zapišem kot e na minus absolutno vrednost sigma b, da bo bolj očitno, krat e na i omega b krat t. To pomeni, da imamo zdaj tukaj ves čas, torej ta e na i omega bt, to so očitno neke oscilacije, e na minus absolutna vrednost sigma b krat t je pa dušenje teh oscilacij. In tile členi tukaj, tale celotna vsota, v bistvu tale celotni izraz tukaj, je torej za filtre, senzore, ko imamo periodični vhodni signal, predstavlja v bistvu nek odziv, ki je potem s časom, po dovolj dolgem času, počasi zadušen zaradi tega člena tukaj, e na minus sigma b minus absolutna sigma b krat t. Torej, to je po dovolj dolgem času zadušeno in temu potem rečemo, da to opisuje v bistvu prehodni pojav nekega senzorja ali pa filtra. Zdaj, prehodni pojavi senzorjev filtrov nas običajno ne zanimajo, nas zanima po dovolj dolgem času odziv senzorja ali pa filtra, ko prehodni pojavi so že dovolj zadušeni, da ne igrajo vloge, torej da jih več ni. Tako da bo to, kar nas bo zanimalo pri vseh teh analizah, ko imamo periodični vhodni signal, je, kako se odziva senzor, filter po dovolj dolgem času, ko prehodnega pojava več ni. To pomeni, da po dovolj dolgem času, lahko tu spodaj zapišemo, potem naredimo odmor, je potem odziv x od t, torej to enačbo tukaj zgoraj gledam, je odziv x od t
je enak potem A krat Z0 krat alfa nič krat E na I omega T. Vsi ti ostali členi tukaj v tej vsoti, sigma B vsoti tukaj, so pa zadušeni in predstavljajo, kot rečeno, prehodni pojav po dovolj dolgem času. Tako da bi zdaj tukaj naredili odmor, pa bomo potem zdaj tukaj naprej pokazali, zdaj smo že skoraj tam, da pokažemo, kakšna je v splošnem potem oblika izhodnega signala, ko imamo periodični vhodni signal. Ampak spet tole vse velja po dovolj dolgem času. Torej vse te analize, ki jih bomo delali, to vedno velja po dovolj dolgem času, ko prehodni pojavi izzvenijo. In to je to, kar nas običajno zanima pri filtrih in pa senzorjih. Tako da, če se strinjate, naredimo zdaj 5-minutni odmor, kot ponavadi. Bo dovolj? Ja, okej. Bo dovolj, ja, okej, potem pa se čez 5 minut spet slišimo, 11 čez drugo. Torej, najprej, kaj smo ugotovili, je tukaj, da po dovolj dolgem času, kakšna je oblika izhodnega signala iz nekega senzorja z zaenkrat poljubno prenosno funkcijo katerega koli prvega, drugega, tretjega reda HDS, nismo se osredotočili na neko specifično prenosno funkcijo. Kar sem tukaj zgoraj morda še pozabil povedati, je deli alfa nič, alfa b, to so koeficienti tega razcepa in v splošnem so tile koeficienti alfa nič, alfa b tudi kompleksna števila lahko. Torej, te alfa nič, alfa b, koeficienti razcepa so tudi v splošnem lahko kompleksna števila. In to potem pomeni, da lahko zdaj tale odziv, ki smo ga tukaj dobili, kot tale produkt A, Z nič, alfa nič, E na I omega T, lahko tudi potem krajše še zapišem kot X nič krat E na I omega T, A pa Z nič, če se spomnite, to so realne amplitude, alfa nič je v splošnem kompleksno število, lahko smo ravno kar rekli, tako da je potem X nič v bistvu kompleksna amplituda izhodnega signala. Tale X nič je v splošnem kompleksno število, doskrat rečemo kompleksna amplituda izhodnega signala. In tukaj se tem spomnimo, da tale X nič kot kompleksno število v splošnem lahko zapišemo ali v tisti obliki zgore kot realen del plus I krat imaginaren del, ali pa v obliki, še v tej obliki, da je X nič enako v bistvu velikost X nič, torej absolutna vrednost X nič krat E na I krat neki kod, ki ga običajno za delta označimo, in tale delta je pa faza oziroma fazni zamik. To je fazni zamik izhodnega signala, torej X od T izhodnega signala gre na vhodni signal Z od T. Tako da je potem tale X od T je potem enako absolutna vrednost te kompleksne amplitude krat E na I delta krat E na I omega T. Lahko bi tukaj namesto te absolutne vrednosti kompleksne amplitude napisali kar neko realno amplitudo, nek drug znak, ampak smo zdaj v tej obliki. Tako da smo zdaj s tem prvim korakom, to je zdaj bil prvi del tega, kaj sem želel pokazati, smo pokazali formalno, da je, ko imamo senzor ali pa filter nekega poljubnega reda z neko prenosno funkcijo HDS, da če imamo vhod periodični z frekvenco omega, potem bo izhod X od T iz tega senzorja oziroma filtra bo tudi z enako frekvenco, tukaj imamo E na I omega T, to je enaka frekvenca, v splošnem z drugačno amplitudo tukaj, in pa v splošnem z nekim faznim zamikom delta, ki ni nujno enak nič, torej z nekim faznim zamikom. Zdaj, o tej amplitudi še ne vemo kaj veliko povedati, kakšna je, radi bi jo določili, kako se izraža s prenosno funkcijo. Torej, to je tisto, kar bi zdaj, naslednji korak je dejansko pa odgovor na ta naslov, ki je tukaj bil, torej kaj je pomen, tukaj še zaenkrat nismo videli, kaj je dejansko pomen prenosne funkcije. To je to, kar ste sicer že uporabili, kar ste napisali na predavanjih, ampak bomo zdaj tudi tukaj pokazali bolj natančno, bolj konkretno. In sicer, zdaj, kaj ne poznamo pri tem odzivu X od T, kaj ne poznamo, je v bistvu tale alfa nič je še zaenkrat neznan parameter razcepa tistega nastavka tukaj zgoraj. Torej, alfa nič bi radi zdaj še izračunali. In ta namen se zdaj vrnemo nazaj v tisto transformiranko izhodnega signala, bom zdaj to samo še enkrat na hitro prepisal. Torej, tale izraz tukaj A krat Z nič
a krat z nič krat tale ulomek, kjer imamo v števcu produkt S minus SA, v imenovalcu imamo produkt PB S minus SB, potem pa imamo tukaj še krat, to je pa transformiranka ene I omega T, to je pa 1 deljeno z S minus I omega. Naš nastavek je bil pa te oblike a krat z nič, krat ta neznan koeficient razcepa, ki ga dejansko zdaj iščemo. Bomo zdaj hitro pokazal, kako ga bomo poiskali, S minus I omega, potem imamo pa tukaj še plus te neznane koeficiente razcepa, ki nas pa niti ne zanimajo, zato ker, kot rečeno, pri analizi nas bo zanimalo samo odziv po dolgem času, ker potem tile koeficienti alfa B, ki nastopajo, ki nam v bistvu opisujejo prehodni pojav, nas dejansko ne zanimajo. Tukaj imamo potem pa S minus SB. In zdaj, da bomo lahko te neznane koeficiente, oziroma bolj specifično alfa nič poiskali, bomo naredili tako, kot smo delali do zdaj, ko smo delali recimo primere odziva senzorjev prvega reda ali pa drugega reda, ko smo ta razcep naredili in smo potem tiste neznane koeficiente iskali tako, da smo ta nastavek potem spet sešteli, dali na skupni imenovalec, primerjali levo pa desno stran in seveda, ker je pač imenovalec na levi pa na desni strani enak, potem morata biti tudi števca enaka. Tako da bomo zdaj samo zapisali enačbe za števca na levi pa na desni strani. Zdaj, tale a krat z nič, te amplitude smo tukaj v nastavku že upoštevali, torej teh potem v števcu ni, se nam pokrajšajo. Na levi strani nam v števcu potem ostaja tale produkt, torej pi z indeksom a s minus sa, to je tale števec tukaj zgoraj. Na desni strani pa še moramo te dve vsoti tukaj, teh dveh koeficientov členov, še moramo sešteti na skupni imenovalec. Zdaj tukaj bomo pa dobili tale alfa nič, tale prvi člen tukaj je alfa nič, ko damo na skupni imenovalec, tukaj bodo v imenovalcu bo tale S minus I omega krat tale produkt PB S minus SB, torej moram tole tukaj pomnožiti z PB S minus SB, torej števec pa imenovalec, prvega člena moram pomnožiti s tem produktom, da bom potem dobil ustrezni imenovalec. Torej mi potem v števcu samo tole še ostaja pri tem členu. Pri tem drugem členu naprej, tukaj pa imamo potem skupni imenovalec spet te oblike, torej imamo S minus I omega krat tale produkt PB S minus SB krat tale vsota alfa B S minus SB, nekaj takšnega dobimo. In zdaj, to so zdaj samo števci, leve pa desne strani, to enačbo dobimo. In kot rečeno, zanima nas samo tale koeficient alfa nič, zato ker nastopa tukaj zgoraj v tej enačbi, ki smo prej pokazali za odziv x od t, tale alfa nič tukaj. In zdaj, kako ga bomo iz te enačbe najbolj enostavno izrazili, je tako, da postavimo tole spremenljivko s na I omega, torej naj bo s enako I omega. Zakaj? Zato, ker bo tale koeficient, tale člen tukaj S minus I omega v oklepaju bo nič, torej bo v tem primeru bo vse tole enako nič. In vse, kar nam potem ostaja v tej enačbi, je potem na levi strani, v bistvu lahko že kar alfa nič izrazim, da ne bo toliko pisanja, nam ostaja potem alfa nič je enako v števcu tale produkt pi a namesto S, ker smo v to enačbo stavili I omega, imamo potem tukaj I omega minus SA, deljeno z tem produktom, to pa je pi b I omega minus SB. To je za naš tale neznan koeficient alfa nič. Za spet poljubno prenosno funkcijo. Zdaj, lastnost prenosne funkcije, pa sama prenosna funkcija se v bistvu skriva v teh ničlah pa polih, SA pa SB. In če zdaj tole upoštevamo, pa stavim zdaj nazaj v to rešitev, ki smo dobili za x od t. Torej, x od t, to je zdaj odziv, izhod iz senzora oziroma filtra, je pa enako tale a krat z nič krat alfa nič. Alfa nič je pa, smo ravno kar pokazali, tale produkt I omega minus SA deljeno z
produkt pi z indeksom B I omega minus S z indeksom B, to je bil ta alfa nič, potem pa še ostaja E na I omega T, krat E na I omega T. Krat E na I omega T. Torej, to je zdaj celotna oblika v splošnem odziva senzorja s prenosno funkcijo H od S, ampak tukaj lahko še nekaj prepoznamo, tale produkt Z nič krat E na I omega T. To je pa ravno naš vhodni signal. Z od T smo rekli, da je Z nič krat E na I omega T. Tako da lahko potem tole zdaj zapišem kot A krat tale produkt pi A I omega minus SA deljeno z pi B I omega minus SB krat Z od T. Bom dal tale del tukaj v drugo barvo. Takole. To je X od T. Zdaj pa tale del tukaj, ki sem ga z rdečo pogledamo. Tukaj se pa spomnimo, če se vrnemo nazaj, ko sem rekel, kako lahko v splošnem zapišemo prenosno funkcijo H od S, je pa ravno enako tale realna neka amplituda A, kar tale produkt pi A S minus SA deljeno pi B S minus SB. To je to, kar smo tukaj dobili kot tale koeficient, ta člen tukaj pred Z od T, ni nič drugega kot prenosna funkcija H pri I omega. To lahko bi tako napisal bolj eksplicitno. H pri S je enako I omega, oziroma krajše bomo to pisali H od I omega. Torej, tole tukaj je H od I omega. Oziroma še naprej, če napišem, to je H od I omega krat Z od T. In zdaj, če to enačbo gledamo, potem to bo tudi način, kako bomo potem kasneje pri primerih izluščili prenosno funkcijo za neki senzor ali pa neki filter je, da je to H od I omega, ko imamo periodične vhodne, to zdaj govorim samo za periodične vhodne signale, H od I omega je potem enako ta koeficient X od T deljeno z od T. Torej, tukaj zdaj, niso zdaj transformiranke X od S pa Z od S, ampak kar v časovnem domeni. Zdaj, kaj pa je pomen te prenosne funkcije H od I omega? Tole pa vidimo tukaj zgoraj. Če zdaj zapišem spet nazaj tale X od T. Torej, X od T je enako, imamo tole prenosno funkcijo, to smo zdaj kar pokazali, H od I omega, Z od T je Z nič krat E na I omega T, ampak to je po drugi strani pa enako X od T. X od T pa smo rekli, pa tukaj napisano, je pa absolutna vrednost te kompleksne amplitude krat E na I delta krat E na I omega T. Torej, tole tukaj je pa enako absolutna vrednost X nič krat E na I delta krat E na I omega T. In se nam potem, ker sem tukaj dal enačaj, tukaj ne morem E na I omega T kar krajšati, ker potem več ne bo pravilno, ampak potem lahko, če želite, lahko potem levo stran z Z nič E na I omega T podelim, pa desno tudi seveda, in potem dobim izraz za H I omega prenosno funkcijo. Torej, H od I omega je potem enako absolutna vrednost kompleksne amplitude izhodnega signala, oziroma drugače rečeno, to je potem realna amplituda izhodnega signala, to je amplituda izhodnega signala, ki smo tako napisali, deljeno z amplitudo vhodnega signala, to je tale Z nič, krat E na I delta. In to je tudi v splošnem, seveda, potem kompleksno število, oziroma še več, to je kompleksna funkcija te spremenljivke, to pa je frekvence signala. Torej, tole smo zdaj pokazali, H od I omega je enako temu. In kaj nas bo zdaj pri senzorjih pa pri filtrih zanimalo, je kakšen je izhodni signal. To vedno nas zanima. In zdaj izhodni signal smo že pokazali, da frekvenca se mu ne bo spremenila, torej frekvenca izhodnega signala bo enaka frekvenci vhodnega signala. Vse, kaj se spremeni glede na vhodni signal, je pa morebitni, ali pa se pojavi morebitni fazni zamik, to je tale delta, in pa amplituda se v splošnem lahko spremeni. Tako da, kaj nas bo zanimalo, je vedno pri teh odzivih, je kakšna je amplituda, oziroma v splošnem celo ne prav zares amplituda, ampak razmerje amplitud, in pa kakšen je fazni zamik izhodnega signala, to je tale delta glede na vhodni signal.
Torej, to so pa zdaj enačbe, ki ste jih pa napisali na predavanjih, ki pa smo zdaj tukaj pač formalno izpeljali, pokazali, je, torej, kaj nas bo zanimalo, enkrat je razmerje amplitud. To je tale absolutna vrednost te kompleksne amplitude, ampak to se lahko predstavljate kot realna amplituda izhodnega signala, deljeno z realno, torej amplitudo, to je realno število vse skupaj, ne, amplitudo vhodnega signala, in to je, glede na to, da zgornja enačba se izraža ravno s prenosno funkcijo, če vzamemo absolutno vrednost leve in desne strani, dobimo ravno tole, kar nas zanima. Torej, tole je ravno enako absolutne vrednosti prenosne funkcije pri I omega. Torej, če imamo, na primer, tako samo na hitro povem, če bi imeli recimo primer prenosne funkcije H od S za senzor prvega reda, na primer, ki jo poznamo, 1 deljeno z 1 plus tau S, in bi na ta senzor potem vodili periodični vhodni signal, v tem primeru se nam potem prenosna funkcija za periodični vhodni signal potem več ne glasi H od S, ampak se glasi H od I omega. In je potem enako 1 deljeno z 1 plus I omega tau. In potem bi nas zanimalo, kakšne je potem pa razmerje amplitud izhodnega signala, vhodnega signala, in to smo ravno kar zapisali, to je enačba, kako izračunamo. Torej, ko enkrat poznamo prenosno funkcijo, potem lahko izračunamo absolutne vrednosti prenosne funkcije, izračunamo razmerje amplitud. Tale fazni zamik delta pa se tudi spomnimo, da lahko potem izračunamo pa iz polarne predstavitve kompleksnih števil, kot rečeno, tale H od I omega je kompleksna funkcija omega, ali pa je kompleksno število za nek dani omega in ima neko velikost in pa nek kot zasuka, to pa tale ravno v tale fazni zamik. Tako da, ok, na hitro, samo to, se to spomnite, ampak samo na hitro. Torej, to bi bila potem, tukaj zdaj rišem, je kompleksna ravnina, tukaj realen del, tukaj imaginaren del, in potem bi imeli za neko dano frekvenco omega, bi imeli potem vrednost te prenosne funkcije H od I omega, recimo to točko tukaj, tole, to je potem H od I omega, kar sem kar tukaj napisal, in potem je seveda tale projekcija, takole črtkano navzdol, tale projekcija tukaj je potem realni del od H od I omega, tole je pa imaginaren del od H od I omega, tale kot delta, tale fazni zamik, ki nas zanima, je pa tale kot tukaj, delta. Absolutna vrednost prenosne funkcije je pa tale dolžina, to se spomnite. Tako da je potem takem, je pa enačba za izračun faznega zamika, je pa tangens delta, je imaginaren del deljeno z realnim delom prenosne funkcije. Torej, tole je enako imaginaren del od H od I omega deljeno z realnim delom od H od I omega. In to sta zdaj v bistvu edini dve enačbi, ki bomo potrebovali pri tej analizi senzorjev oziroma filtrov, ko imamo periodične vhodne signale. Tako da ti dve enačbi sta najbolj pomembni. In te enačbe ste jih pokazali, ste jih, mislim, zapisali na predavanjih, takšne izpeljave pa običajno profesor ne dela, pa se mi zdi, da je dobro ali pa pomembno dobro, da pač vidite, odkot pridejo te enačbe, kaj torej pomen prenosne funkcije, kot rečeno, v primeru, ko imamo periodične vhodne signale. No in zdaj končno gremo na primere, torej danes bomo verjetno lahko samo en primer naredili, imamo še 20 minut časa, bomo videli, kako nam bo ostalo. Teh enačb se spomnite, to ste na predavanjih napisali, ne? Pomen absolutne vrednosti prenosne funkcije, pa kako potem tangens delta izračunamo, torej tangens faznega zamika. No in zdaj prvi primer, ki ga bomo naredili tukaj, kot rečeno, gledali bomo na primerih elektronskih vezij, in prvi primer bo elektronsko vezje, ki deluje kot nek specifični filter, zato bomo tukaj govorili o filtrih, in sicer nizkofrekvenčni prepustni filter. Slovensko je nizkofrekvenčni prepustni filter.
Zdaj, bolj pogosto seveda se uporablja angleški izraz, to je pa low pass filter. Pa kratica LPF, včasih tudi se uporablja. No, in tale low pass filter je nizkofrekvenčni prepustni filter je sestavljen iz dveh elementov, iz upora in pa iz kondenzatorja. Gre za enostavni RC člen, tako da bomo zdaj vedno bo naloga ta, da bomo narisali pač nek filter, nek senzor in potem ga bomo želeli analizirati v smislu, da poiščemo razmerje amplitud izhodnega, vhodnega signala, pa mora biti še kakšen fazni zamik, kako se izraža oboje kot funkcija frekvence. Tale omega je zdaj tista neodvisna spremenljivka. Odvisne so pa potem razmerje amplitud in pa tale fazni zamik. No in zdaj filter je te oblike, da imamo zdaj nekje vhod in tale vhod, gledali bomo, kaj se dogaja s frekvenco tega signala, tale vhodna napetost vhodna bomo tukaj označili, kot rečeno, do zdaj smo kot vhodni signal uporabljali oznako Z, zdaj naprej, ko delamo te primere, bodo pa to napetosti in to vhodno napetost potem vodimo preko enega upora z upornostjo R. Tukaj naprej bom narisal že izhod, to je U izhodna, imamo pa tukaj še eno vozlišče, kjer je pa potem vezan še kondenzator s kapaciteto, s kapaciteto C in pa na drugi strani je pa ozemljen. To je najbolj enostaven primer nizkofrekvenčnega prepustnega filtra, RC člen. Samo nekaj glede tehle oznak tukaj, ker vsi niste poslušali elektronike. Zdaj, napetost se vedno podaja glede na v neki točki se vedno podaja glede na neko drugo referenčno točko. In zdaj te napetosti, ki se podajajo tukaj kot tale vhodna, imamo samo eno točko tukaj narisano, pa tukaj eno točko, tako da v bistvu nam tukaj manjka še ena, če bi bili natančni, tukaj je še ena točka tukaj, ki bi bila pa potem vezana na referenčno vrednost napetosti. Referenčna je običajno pa vedno tale znak tukaj, to je pa ozemljitev ali pa pogovorno zemlja, angleško ground, to je 0 voltov običajno, ni pa nujno to ravno 0 voltov. Tukaj, če bi bili natančni, bi morali še tole dodati, pa tole dodati, ali pa da bi tukaj direktno takole vezali, takole, ne, bi bilo potem vse ozemljeno. Ampak zdaj v praksi se to ne riše, zaradi preglednosti, torej kaj sem zdaj tole sesivo narisal, se tega ne riše zaradi preglednosti in se razume, da je potem napetost, če je takole podana kot tukaj, ne, vhodna pa tale krogec prazen, pa tukaj izhodna krogec prazen, da je vedno glede na referenčno vrednost, ki je vedno privzeta, da je to tale ozemljitev oziroma 0 voltov. Če ni, potem mora biti pa eksplicitno seveda tole narisano, kakšna je. Tako da nas bo samo tale, kaj v črnem zanimalo, v črni barvi je zanimalo vezje. Po naslednji primer, tale prvi bomo delali malo bolj počasi, potem naslednji primer, to bo visokofrekvenčni prepustni filter, bomo pa potem hitreje brez teh razlag. To je samo toliko, da veste, zakaj tega ne rišemo. Čisto zaradi preglednosti tudi. Potem še nekaj, zdaj se samo spomnimo, da kar smo ravno kar ugotovili, da če želimo analizirati vezje, moramo poiskati prenosno funkcijo. Torej, kaj iščemo je prenosna funkcija H od I omega, kar smo pokazali, da bo enaka razmerju izhodnega signala pa vhodnega signala. Torej, bo enaka razmerju napetosti na izhodu deljeno z napetostjo na vhodu. Tako da na koncu pri analizi takšnih vezij je vedno treba poiskati enačbo, ki povezuje izhodno napetost z vhodno napetostjo in potem iz te enačbe izračunati to razmerje, ki bo kar enako seveda po tej definiciji, ki smo zgoraj pokazali, prenosni funkciji pri I omega, to, kaj dejansko iščemo. In zdaj pri tej analizi takšnega vezja, pa vseh vezij, ki jih bomo delali, je še en privzetek. In sicer, če gledamo tukaj, naprimer, tole vhodno napetost, pa se vprašamo, kako bo tok tekel. Naprimer, da v nekem danem trenutku, če imamo zdaj izmenjšano napetost, ampak recimo, da v nekem današnjem trenutku je ta vhodna napetost pozitivna in je večja kot teh 0 voltov tukaj in bo potem tok tekel od večje napetosti k nižji, torej bo tekel v tej smeri skozi upor, bo prišel do tega vozlišča tok in se bo tukaj razcepil. Torej, splošno bi rekli, da potem se tukaj razcepi, teče nekaj toka skozi kondenzator, nekaj pa proti izhodu. Pri vseh teh analizah se privzame
da je tok tukaj proti izhodu, ga bom tukaj označil kot I izhodni, da je vedno enak nič. Torej, da noben tok ne teče proti izhodu. Torej, vedno, ko bomo takšne veze delali, vedno bomo prevzeli, da v izhod, temu rečemo, da v izhod ali pa proti izhodu ne teče noben tok. To se lahko tudi tako predstavljate, da recimo v praksi, če bi imeli na primer tukaj na izhodu multimeter, voltmeter, s katerim merimo napetost na izhodu, če bi bil idealni ta multimeter, torej voltmeter, če bi bil idealni, potem bi imel vhodno impedanco, realni imajo zelo veliko, idealni bi imel pa neskončno veliko in pomeni, da noben tok ne bi tekel v njegov vhod, oziroma tu proti izhodu ne bi noben tok tekel. In to vedno tukaj pri teh analizah priznajemo. To ni toliko vzrok ta, kar sem zdaj rekel, zaradi nekih voltmetrov, naprimer, ampak bolj zaradi tega, ker drugače niti ne moremo pravzaprav analizirati tega vezja, ker če bi tukaj prevzeli, da je tale izhodni tok neničen, je potem ne vemo, kakšen tok teče, ker ta tok proti izhodu je potem odvisen, kakšno veze imamo tukaj na desni, tukaj na tem izhodu. Zdaj tega tukaj vedno priznajemo pri takšnih analizah, da je tale tok proti izhodu enak nič, oziroma kot da imamo tukaj neskončno impedanco na izhodu. In če tole upoštevamo, potem za to veze hitro vidimo, da tok lahko v nekem danem trenutku si izberemo, recimo, da je vhodna pozitivna večja kot tale ozemljitev tukaj, da bo potem tok lahko tekel samo v tej smeri. Ne bo se razcepil tukaj v tem, ker tukaj smo rekli ravno po dogovoru I izhodna enako nič. To hkrati pomeni, da je tok skozi upor pa tok skozi kondenzator v tem primeru je enak. In sem ga z I označil. In zdaj, kot rečeno, iščemo enačbo, ki povezuje izhodno napetost s vhodno napetostjo. Tako da ena enačba, ki jo tukaj dobimo, je po Ohmovem zakonu za U izhodna. U izhodna je enaka napetosti preko tega kondenzatorja tukaj in je U izhodna potem enaka upornosti, bi rekli, ampak bolj pravilno seveda ne upornost, ampak impedanci kondenzatorja. To označimo, se spomnite, z velikim Z, pa bom dal tukaj indeks S, to je impedanca kondenzatorja krat tok, ki teče skozi tale kondenzator. To je čisti Ohmov zakon, pri čemer smo pač upoštevali, da imamo tukaj impedanco kondenzatorja. Tale tok še moramo izračunati, tale tok se bo pa izražal s tole vhodno napetostjo, tale celoten tok tukaj, ki teče, tale I. Tok I je pa enak padcu napetosti preko tega vezja tukaj, torej U vhodna minus napetost tukaj na koncu, to je pa nič voltov, torej to je potem v števcu je samo U vhodna, deljeno z celotnim uporom, ki ga ta tok vidi, ko teče. Ta celotni upor, ki ga vidi, je pa, ker gre za zaporedno vezavo tega upora pa tega kondenzatorja, je potem kar vsota impedanc obeh elementov, obeh členov. Torej impedanca tega upora je kar njegova upornost R, potem pa še plus impedanca tega kondenzatorja, to je pa z indeksom C. In zdaj, ko imamo tale tok, pa tukaj zgoraj enačba za napetost izhodno, tole zdaj stavimo lahko v zgoraj enačbo in potem dobimo, da je U izhodna je enako U vhodna krat impedanca, tale tukaj impedanca kondenzatorja, deljeno z upornostjo upora plus impedanca kondenzatorja, R plus impedanca kondenzatorja. In če upoštevamo zdaj, kako izračunamo prenosno funkcijo, iščemo torej koeficient U izhodna deljeno z U vhodna, moramo samo podeliti in potem vidimo, da je v bistvu tale iskana prenosna funkcija je enaka tej količini tukaj. Torej iz tega izhaja, da je potem H od I omega je enako impedanci kondenzatorja, za to vezje ne govorim, deljeno z upornostjo upora R plus impedanca kondenzatorja z C. To zdaj še ni končni rezultat, ker se da to zdaj iščemo kot funkcijo frekvence omega, to bomo pa ugotovili tako, da, ali pa izračunali tako, da upoštevamo, kakšna je impedanca kondenzatorja. To se pa tudi spomnite iz fizike, da fizike ena verjetno, da je impedanca kondenzatorja je enako 1 deljeno z I omega C. Torej impedance so funkcije razen za upor, upor ni funkcija, torej impedanca upora ni funkcija frekvence, ampak impedance kondenzatorja je funkcija frekvence. Če bi imeli recimo neko tuljavo, če bo kakšen primer, to se spomnimo, impedanca tuljave je pa I krat omega krat L. Pričemer je omega spet frekvenca signala, ki
opazujemo. Signal je pa zdaj napetost, izmenična napetost. Zdaj, v tem primeru smo rekli, da je impedanca kondenzatorja 1 z I omega C, jo vstavimo sem zgoraj v enačbo, ki smo jo dobili za to prenosno funkcijo in bomo že izračunali v bistvu prenosno funkcijo tega vezja. How do I omega, zdaj da bo mogoče malo manj zaračunati, dajmo tukaj zgoraj tale enačba ZC deleno z R plus ZC, dajmo števec pa imenovalec podeliti z impedanco kondenzatorja, pa dobimo 1 deljeno z 1 plus R deljeno z impedanco kondenzatorja. Samo podelil sem števec pa imenovalec z impedanco kondenzatorja. In 1 deljeno z impedanca kondenzatorja je ravno enaka I krat omega C, ker je impedanca 1 z I omega C, torej je 1 z impedanca kondenzatorja I omega C, tako da potem je to enostavno naprej je enako 1 deljeno, če to zastavim, 1 deljeno z 1 plus I omega R krat C. In tole bom tukaj dodal še, to je H od I omega in to, kar smo zdaj izračunali, to je zdaj prenosna funkcija tega vezja. Kot rečeno, prvič bolj počasi, potem naslednji primer bomo malo hitreje, ampak postopek je pa vedno tega tipa. To je zdaj prenosna funkcija tega senzorja oziroma filtra, zdaj govorimo o filtrih, in sicer to je, smo rekli, to je nizkofrekvenčni prepustni filter. In tukaj tudi zdaj iz te oblike prenosne funkcije, ki smo jo dobili, tudi vidimo, da gre za prenosno funkcijo prvega reda. Torej, H od I omega smo rekli, da je 1 deljeno z 1 plus I omega RC. Zdaj, kako tu vidimo, da je to prvi red? Enostavno tako, da, če se spomnite, smo rekli, da kako smo sploh dobili pomen prenosne funkcije H od S, ko imamo periodične hodne signale, smo rekli, da S je enako I omega. Zdaj, ta preračun pa preoblikovanje prenosne funkcije H od S v H od I omega seveda deluje tudi v nasprotni smeri. To pomeni, da lahko namesto I omega pišemo H od S, namesto I omega pišem S, tako da lahko potem zapišem tudi prenosno funkcijo za to dano vezje v tej obliki, da H od S je enako potem 1 deljeno z 1 plus S krat RC, oziroma še krajše, to je enako 1 deljeno z 1 plus tau krat S, to je tisti značilni karakteristični čas tau, ki smo ga vpeljali pri senzorjih prvega reda in je zdaj v tem primeru, ko to dvoje primerjamo, to tudi že poznate iz tehle RC členov, da je tale tau enako R krat C v tem primeru, torej to je ta značilni čas in karakteristični čas tega senzorja, tega vezja. Torej, to gre za prvi red, bom samo tako napisal, prvi red, zato imamo tukaj S na prvo potenco. In zdaj imamo tole prenosno funkcijo za tale senzor in to je zdaj vedno prvi korak, najprej senzor oziroma vezje, da najprej prenosno funkcijo, ker vse potem lastnosti tega filtra potem izhajajo iz te prenosne funkcije. In to je zdaj naslednje, kaj nas zanima. Tukaj imam sicer že bodeo diagram narisan, ampak ga bom zdaj enkrat še prestavil, bomo potem ga pogledali. Moramo najprej pa izračunati. Zdaj, na teh primerih, ki bomo delali na vajah, kot rečeno, bi lahko računali tako razmerje amplitud, kot tudi fazni zamik, ampak večinoma bomo si pogledali samo razmerje amplitud, fazne zamike pa lahko si sami potem doma za vajo poračunate, pa pogledate. Tako da zdaj, kaj nas zanima, zdaj naprej, kot rečeno, je razmerje amplitud, torej razmerje amplitud izhodnega signala in vhodnega signala. Bom tako napisal vhodnega signala. In sicer kot funkcija vhodnega signala, kot funkcija frekvence omega vhodnega signala. Torej pomeni, kaj iščemo? Iščemo to, kar smo zgoraj napisali v tej obliki, absolutna vrednost x0 deljeno z z. Zdaj v tem našem primeru bi tole bilo potem razmerje amplitud
izhodnega signala in pa vhodnega signala. Torej, tole bom pa običajno takole, to ne smemo pozabiti, da zdaj tukaj tale izhodni, vhodni, to sta zdaj funkciji časa in tu gre za periodične signale, tako da to, kaj nas pa zanima, je pa samo amplituda, torej to razmerje je samo amplituda, torej ni pravilno torej takole napisati izhodna z vhodno, ker to so celotne funkcije časa, periodične, zdaj kaj nas zanima, so samo amplitude, tako da bi potem amplitude, če se dogovorimo, bomo takole napisali, da je to razmerje izhodna, če dam tukaj en indeks zgoraj nič, lahko tudi tukaj spodaj, ampak to so zdaj amplitude UV nič, to so zdaj amplitude izhodnega signala, amplituda vhodnega signala, to so realne amplitude. In tole tukaj je enako, po definiciji, to smo zgoraj po definiciji, to smo izpeljali, enako absolutna vrednost prenosne funkcije H od I omega. In tole vse skupaj bo neka funkcija, bom takole napisal, je neka funkcija frekvence omega. To je F od omega. Tole nas zanima. Na koncu ne bomo praktično nikoli pisali v tej obliki, ampak bomo kar pisali, ker se zavedamo, da je absolutna vrednost prenosne funkcije razmerje amplitud, bomo potem v bistvu iskali, ker bomo samo tole pisali, ne bomo vsakič eksplicitno pisali, da to je razmerje amplitud, ker vemo zdaj, da je absolutna vrednost prenosne funkcije H od I omega je razmerje amplitud. No in zdaj za ta naš primer bomo tole zdaj izračunali, torej pokazali smo, da je H od I omega, toliko časa še imamo, bodijev diagram pa mislim, da še ne bomo narisali, bomo videli, H od I omega je enako 1 deljeno za ta naš primer, 1 deljeno z 1 plus I omega, bom v tej obliki napisal 1 z I omega tau, pri čemer smo že rekli, da je tau enako R krat C. Zdaj pa moramo absolutno vrednost izračunati te funkcije, kompleksne funkcije. To se pa spomnimo, da lahko na več načinov, ampak recimo po definiciji, pa da bom včasih tudi takole, da ne bom vsakeč pisal tukaj eksplicitno odvisnosti od H I omega, pa tole, takole absolutno vrednost, bomo včasih, ki bo manj pisanja, bomo kar takole zapisali absolutno vrednost od H. Torej, če takole pišemo, potem vemo, da je H funkcija od I omega, da to ni H od S. Torej, po definiciji tole je, pa če tukaj dam kvadrat, je tole potem enako H kot kompleksna funkcija, da je tu zgoraj H od I omega krat kompleksno konjugirana H, tukaj zvezdica, to se spomnite, je enako absolutno na kvadrat. In zdaj mogoče predno gremo še tole naprej računati, še tole, kako bomo potem rezultat, ki ga bomo dobili, predstavili. To se spomnite, to ste na predavanjih povedali, da potem ta rezultat, ki ga dobimo kot funkcijsko odvisnost, ga predstavljamo na grafu, ki se imenuje Bodijev diagram. To bomo potem naslednjič zapisali, pa skicirali. Dajmo še samo tole izračunati, imamo še za 2 minuti časa. Tole bi bilo potem po definiciji, če tako nadaljujem, je tole potem enako 1 deljeno z 1 plus I omega tau krat 1 deljeno kompleksno konjugirano, pa malo lepše bom tole napisal, 1 z tau, 1 minus I omega tau, in tole vse skupaj potem enako 1, se to tudi vem, da znate na pamet, ampak to je prvič, damo tak eksplicitno, je enako 1 plus omega tau na kvadrat, vse skupaj, oziroma to smo zdaj na kvadrat računali, absolutno H na kvadrat, oziroma to, kar nas zanima, razmerje amplitud absolutno H je potem koren iz tega, torej tole je enako potem 1 deljeno z korenom iz 1 plus omega tau na kvadrat. In je to potem zdaj rezultat, kako se spreminja s frekvenco razmerje amplitud izhodnega pa vhodnega signala za to vezje. Zdaj, ker zdaj več ni časa, ampak iz te oblike, kaj lahko hitro ugotovimo, zakaj se to vezje imenuje nizkoprepustni filter, torej zakaj prepušča signale z nizkimi frekvencami praktično nespremenjene, signale z višjimi frekvencami pa jih praktično poreže oziroma jih ne prepušča oziroma jim amplitudo zelo zmanjša. Tu vidimo iz te funkcijske odvisnosti. In sicer, če bi recimo gledali ta produkt omega krat tau, torej, če gledamo omega krat tau, ko je omega krat tau veliko manjši od 1.
To pomeni, tau je nek parameter, ki je odvisen od pač vezja, je neka konstanta. To pomeni, da je omega veliko, če bi tako napisali, da je omega veliko manjši od 1 za tau, ali v splošnem omega frekvence so nizke. Torej, to velja za majhne frekvence. Za majhne frekvence, ko je omega tau veliko manjši od 1, potem je tale omega tau na kvadrat, če gledamo za tole vrednost, absolutne vrednosti prenosne funkcije, je omega tau na kvadrat veliko manjši, še manjši od 1, tako da ga lahko potem zanemarimo. Tako da to pomeni, da je potem absolutna vrednost prenosne funkcije H, da gre proti, bom tako dal tudi dvojno, da iz tega sledi, da gre razmerje amplitud potem očitno 1 za 1 gre proti 1. Torej se razmerje amplitud ne spremeni. Torej, če imamo vhodni signal z nizko frekvenco, bomo dobili na izhodu signal, ki bo imel enako frekvenco, torej še eno nizko frekvenco, kateremu amplituda se ne bo bistveno znižala, ampak bo približno enako velika, kot je amplituda vhodnega signala. Nasprotno, recimo, če bi gledali za vhodne signale z visoko frekvenco, potem je tale produkt omega krat tau veliko večji od 1, potem v tej limiti, ki imamo tukaj na kvadrat, omega tau na kvadrat, potem v tej limiti, v tem pogoju, omega tau na kvadrat je potem še večji od 1, torej enko zanemarimo, imamo potem 1 deljeno z korenom iz tega kvadrata, se kvadrat pa koren uničita in potem imamo enačbo, da se razmerje amplitud, to je ta absolutna vrednost prenosne funkcije, se potem obnaša kot 1 deljeno z omega tau. To pomeni, večja kot je frekvenca, manjše bo razmerje amplitud obeh signalov, oziroma da rečeno, manjša bo amplituda izhodnega signala. In to je ta vzrok, da rečemo, da ta senzor, ta filter deluje kot nizkofrekvenčni prepustni filter, pomeni, da signale z nizkimi frekvencami prepušča praktično nespremenjene, to je tale del tukaj. Signale z visokimi frekvencami jih še vedno prepušča, ampak je njihova amplituda zmanjšana za tale faktor 1 z omega tau. Tako da tu se bi potem mogoče za danes ustavili, pa bomo potem naslednjič nadaljevali od tega računa. Tukaj moramo potem, da pridemo do Bodejevega diagrama, nismo daleč, to se spomnite, ste ga vpeljali na predavanjih, ampak bomo potem še tole skupaj naredili, potem pa bomo si še nekaj primerov pogledali. Torej, Bodejev diagram nas čaka naslednjič, da ga skiciramo, torej izračunamo, pokažemo, kako ga potem skiciramo. In pa potem, zdaj, ko smo pogledali nizkoprepustni filter, bomo potem naslednjič tako zdaj po tem postopku precej hitreje tudi še visokofrekvenčni prepustni filter si pogledali. Je bilo to vse razumljivo? Kaj smo počeli? Ja, je bilo razumljivo. Je bilo, ok, zdaj verjetno za nekatere prepočasi, ampak ne vem, če ste zdaj vsi imeli tudi elektroniko, pa koliko se spomnite iz fizike, da ne bi potem šli prehitro za nekatere. Ampak kot rečeno, zdaj tale prvi primer bolj počasi, potem pa bomo šli hitreje. Tako da je potem to vse za danes in se slišimo čez en teden. Morda ne vem, kako bo odločitev, morda se celo že vidimo čez en teden, ampak tega še pa ne vem, še nič ni uradno. Tako da hvala, če ni kakšnih vprašanj, pa se tem slišimo, morda vidimo naslednji teden. Adijo. Adijo, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.